V tem videu vam bomo pokazali, kako se ustvarjajo zidovi. Najprej moramo klikniti na tole ikono, ki predstavlja zid. Nato se odpre okno, kjer imamo več možnosti za ustvarjanje sten, kot so kvadratne, polkrožne, krožne in podobne. S klikom na to kljukico se nam odpre okno, kjer spremenimo njegove značilnosti. Na samem začetku nam je podan število plasti, ki je v tem primeru predirefinirano z 2 plastema. Dokler lahko zgradimo zid, ki ima največ 20 plasti. Za potrebe tega videa bomo uporabili dvoslojno steno. Ta del okna se nanaša na premikanje položaja osi stene, torej na položaj nošenja stene z miško med risanjem, o čemer bo govora kasneje v drugem videu. Tukaj lahko izberemo višino plasti 1 in podrobnejše nastavitve, povezane z višino. Medtem ko imamo v zadnjem delu okna 4 zavihke. Vsak od zavihkov vsebuje vse potrebne elemente, da se naša stena v celoti določi. Prva kartica se nanaša na lastnosti in atribute zidu. Nato sledijo lastnosti oblike in površinski elementi, ter celoten prikaz vseh zavihkov v enem oknu, kar nam omogoča dober pregled vsega, kar spreminjamo. Pri kartici lastnosti, atribut, lahko spremenimo število, ki se dejansko nanaša na vrstni red pojavljanja slojev na našem risanju, kateri sloj je spredaj in podobno. V našem primeru bomo izolacijo postavili kot sloj pod številko 1. Treba je določiti debelino sloja. Za termoizolacijo bomo določili 10 cm ter 30 cm za zid iz opeke. Ta del se nanaša na višine in podrobnejše nastavitve višin, v primerjavi z zgornjo standardno ravnino in spodnjo standardno ravnino. Lahko izbiramo, ali bomo zgornji rob zidu privezali na zgornjo standardno ravnino ali spodnjo, ali mu morda določili neko stalno vrednost, medtem ko je en del vezan na zgornjo ali spodnjo ravnino. Nato isto lahko naredimo za spodnji rob zidu. Material, kakovost se nanaša na dodelitev imena materiala, ki ga nameravamo uporabiti. Uporabili bomo toplotno izolacijo in jo dodali z vpisom v to pogovorno okno. Za drugi sloj bomo prav tako dodali ime zid iz opeke. Imena se shranijo v bazo Allplan in jih tako lahko uporabimo tudi kasneje. Pomembna je izbira dela, se določa, kje bomo kasneje ta dela izpisati, prikazati in obračunati v poročilih. Za vrsto dela lahko izberemo različne vrste del, ki so razvrščena po abecednem vrstnem redu, od protikorozijske zaščite pa vse do končnih umetnih del. Potrebna nam je toplotna izolacija sistemov in zidarska dela za zid iz opeke. Prednost imajo odnosi med elementi, ki se prepletajo. Elementi z večjo prednostjo bodo vedno presekali elemente z manjšo prednostjo in to območje. Pravzaprav prostornina izrezana iz elementa nižje prioritete. Ne bo obračunan v njegovem poročilu. Obračun je lahko v metrih tekočih, metrih kvadratnih, metrih kubičnih, številu kosov in v kilogramih. Interakcijo pustimo dinamično, lahko pa je statična ali pa jo popolnoma izključimo. Avtomatsko spajanje pustimo vklopljeno. Po zavihkom lastnosti oblike lahko spreminjamo debelino peresa, vrsto črte, barvo in plast. Z dvojnim klikom na sloj. Odprlo se to okno, v katerem bomo kliknili na to minus ikono na vrhu okna. Da bi se lažje znašli, treba preveriti, ali sta označena pero, črta in barva, tako da bi element prevzel te lastnosti po dodajanju nove plasti. Nato gremo na HR, izolacijska dela, toplotna izolacija, ter izberemo sloj toplotne izolacije. Za zid iz opeke bomo izbrali sloj HR, konstrukcija, zid iz opeke, nosilni zid iz blok opeke. Imamo tudi možnost dodati površine, o čemer bomo kasneje govorili. Kartica Elementi površin nam daje možnost določanja različnih vrst šrafur, vzorcev, izpolnitve, teksture površine in celotnega stila stene. Za šrafuro bomo izbrali šrafuro pod številko 303, medtem ko bomo za vzorec izolacije izbrali 301. Vse, kar smo definirali, lahko shranimo s klikom na to ikono. Shrani kot priljubljeno. Po kliku se odpre okno, kjer izberemo mesto za shranjevanje, med katerimi lahko izberemo urad, osebno in projekt. Kličemo ga, pa kažemo, v redu.
S klikom na Očitaj priljubljeno se odpre okno za izbiro priljubljenih za nalaganje. Sedaj lahko začnemo z risanjem zidu. Narisali bomo zid od točke 1 do točke 2. Nato z enim pritiskom tipke Escape nadaljujemo z risanjem še enega zidu. V primeru, da želimo obrniti zid, na tej ikoni v zgornjem desnem kotu lahko kliknemo. In potem lahko vidimo, kako je naša izolacijska plast na drugi strani.